S termoelektrarno Šoštanj, ta je zaradi težav, ki jo spremljajo od gradnje 6. bloka, postala prispodoba za negospodarno voden projekt. Zdaj Tešu do leta 2033 grozita kar 2 milijardi evrov izgube, kar bi lahko ogrozilo celoten holding slovenskih elektrarn. Bodo po vzoru slabe banke ustanovili slabo energetiko in vanjo preselili Teš? Marko Milenkovič. Interni izračuni, ki so jih pred dnevi razkrili pri časopisu Dnevnik, kažejo, da naj bi Tešu do leta 2033 grozili kar 2 milijardi evrov izgube. Kar, čeprav brez konkretnih številk, danes potrdi tudi sam direktor Teša, ki pa razloge vidi izključno v cenah emisijskih kuponov. Če naredimo primerjavo med stroškom za energent in za CO2 kupone, zdaj počasi prehajamo na razmerje 1:1. Ali pa celo, da bojo stroški CO2 kupone višji, kot pa recimo moramo plačevati za energenti. To dejansko povzroča v prihodnosti povzročilo izgubo. Že sedaj pa z emisijskimi kuponi enormne dobičke kuje eden najbogatejših Slovencev in z njimi financira svoje druge velike načrte. Naš cilj je zgraditi najbolj prepoznavno, največje slovensko podjetje. In trdno smo prepričani, da nam bo to s trdim delom, z slovenskim znanjem, z našim domačim kapitalom tudi uspelo. Ta kapital bi lahko ostal Tešu, če bi kupone kupoval, ko so bili cenejši, zdaj pa mu predstavljajo že skoraj polovico stroška proizvodnje. Medtem ko so cene električne energije na trgih padle na ravni med 80 in 120 evri za megavatno uro, v Tešu nelagodno priznavajo, da jih že proizvodnja te megavatne ure stane bistveno več. Blizu. Nekje vam mesto. Kakor je dražji premog iz premogovnika Velenje ogrožal Teš, tako Teševo poslovanje vpliva na celoten prvi steber slovenske energetike. Predvsem zaradi tega, ker je v zadnjem času prišlo tudi do zelo jasne namere, tudi javno objavljene namere, da se želi premogovnik Velenje in pa termoelektrarna Šoštanj izključiti iz dela skupine holdinga slovenskih elektrarn. Premog iz Velenja je namenjen zgolj Tešu, ki nam še vedno zagotavlja približno tretjino električne energije. A glede na to, da izgube ogrožajo že celoten energetski sistem, bo država morala odgovoriti, kaj je tu sploh pravično in upravičeno. Slovenski državni holding je vložil predlog za stečaj telekomunikacijskega